Torej, jaz najprej vesel, da lahko danes našo predsedniško kandidatko Romano spremljam tukaj v Planici, ki je zagotovo slovenski nacionalni simbol, kar se športne infrastrukture tiče in pa seveda tudi veliko več kot zgolj objekt. Vesel sem, da je naša vlada 2004 in 2008 uspela s tem projektom. Dobro smo zastavili cel projekt, tudi se dogovorili z lastniki, da so prodali zemljo državi in seveda uspel nam je tudi evropski projekt oziroma pridobiti evropska sredstva. To je velika stvar. Pred mojim ministrovanjem takrat in po mojim več ni bilo mogoče črpati evropska sredstva za gradnjo športne infrastrukture. Zato je na nek način ta Planica, ta simbol povezan tudi z Slovensko demokratsko stranko in prav je, da je naša predsedniška kandidatka prišla danes obiskati ravno Planico. Ja, z veseljem sem danes prišla sem, hvala lepa za povabilo. Jasno, da to ni moj prvi obisk Planice. Na Planico me vežejo res lepi spomini, veliko lepih trenutkov, ko smo tukaj navijali za naše fante predvsem in vesela sem, da uspemo ohranjati ta ponos v bistvu infrastrukture, ki se je začela graditi v času naše vlade, da živi in da se razvija še naprej seveda. Je pa to tudi eden izmed vzornih primerov črpanja evropskih sredstev, ki pa danes žal v Sloveniji črpanje ni več takšno, kot bi lahko bilo. Tako da tukaj so še naše priložnosti, ampak ne glede na to, Planica je prečudovit kraj, ne samo po zimi, ko tukaj letajo skakalci, orli naši in seveda tudi tuji, ampak je nadvse prijeten kraj za obisk tudi v vseh ostalih časih leta. Zdaj smo pred predsedniškimi volitvami. Gospod Zver, mislite, da je Romana Tomc pravi odgovor tudi za naše športnike? No, jaz sem že skoraj pred enim letom povedal odgovor na to vprašanje, da je Romana Tomc pravi odgovor na te izzive, ki nas čakajo v naslednjih dneh. Prepričan sem, da so trendi perfektni, zadnje dni se spreminjajo, zlasti po zadnjih soočenjih, kjer je bila Romana čudovita, prepričljiva, učinkovita, se kani marsikaj spremeniti v naslednjih dneh, tako da pričakujem najboljši rezultat in želim vse dobro. Gospa Tomc, kaj lahko predsednica naredi za športnike? Neposredno najbrž ne tako veliko, tako kot na vseh ostalih področjih ne, ampak posredno pa izjemno veliko. Seveda opozarja tudi na ne samo uspehe naših športnikov, ker naši politiki se vse prevečkrat samo pojavijo takrat, kadar slavijo skupaj športniki zmago, ampak mislim, da mi ne rabimo politikov samo takrat, kadar nam gre dobro, ampak jih rabimo predvsem in zlasti takrat, kadar nam ne gre tako dobro. Nekaj pa ne smem pozabiti seveda ob vsem tem. Glede na to, da sem velik domoljub in da seveda mislim, da je slovenske zastave v Sloveniji veliko premalo na naših drogovih, so športniki en res fantastičen vzgled, kako ponosni znajo biti v časih svojih zmag na slovensko zastavo. Tukaj v Planici ne bomo videli nobenih drugih zastav, samo slovenske zastave in vsi ponosno navijajo in vihrajo z njimi. Upam, da bo v bodoče več takšnih trenutkov, ne samo na športnih prireditvah, ampak tudi drugje.